Spoštovane in cenjeni, dobrodošli v Evropski četrti podcastu, video podcastu o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Moje ime je Nataša Briški in z mano je Aljaž Pengal-Bitenc. Podcast, video podcast, domuje na spletni postaji metinalista.si in vseh njenih kanalih. V vašem nabiralniku pa sveža epizoda, kot vedno, takoj, ko je na voljo. Aljaž, sva se odločila za serijo, v kateri bi z različnimi sogovorniki in sogovornicami govorila na temo Ukrajine in to vprašanje obdelala z različnih kotov. Vprašanje najprej zate. Kako zelo zaskrbljen si, to snemamo 2. marca, kako zelo zaskrbljen si s tem, kar se dogaja v Ukrajini na lestvici od 1 do 10? To je zelo nehvaležno vprašanje, ker izražanje zaskrbljenosti je najbolj stvar, v kateri je svetovna in evropska diplomacija najboljša. Ampak na nek način sem bolj zaskrbljen, kot sem bil ob začetku, na drug način pa manj, ker je ta dinamika vojne v Ukrajini in ruske agresije se izkazala za drugačno, kot so pričakovali tisti, ki so rusko politiko, rusko vojsko kovali v nebo, kot ekvivalentno kakšni drugi velesili, ki obstaja. Od 1 do 10. Ne, kar egzaktno. Lej, hkrati 3 in hkrati 8, evo. A res? Ja. Sem ti rekel, hkrati sem manj zaskrbljen, kot sem bil, hkrati sem pa tudi dosti bolj zaskrbljen, kot sem bil. To bova predebatirala iz vidika vpletenosti ali pa vloge Francije v tem konfliktu, pa Bližnjega vzhoda in arabskih držav. Barbara Šurk, živjo. Živjo. Barbara, nazadnje, kar smo se slišali v enem drugem, tistem pa samo audio podcastu, ali si za politiko takrat še bila, malo se ne spomnim. Zdaj si spet pri Associated Press. V 2-3 stavkih povej, kaj delaš in kaj te zaposluje zadnje dneve, tedne. Lepo pozdravljena oba in gledalci. Upam, da se nam bojo pridružili v tem eksperimentu Metine liste. Navadno smo se družili in pogovarjali o temah, ki so zadevale Bližnji vzhod, ker sem 15 let pokrivala regijo in nažalost so tudi takrat bile različne vojne in begunski vali. Zdaj sem pa, tudi takrat sem poročala za Associated Press, zdaj sem pa nazaj s svojo, kako se reče, alma mater, agencijo, tiskovno agencijo, svetovno. In sem v Franciji, kjer poročamo Franciji, to se pravi v Severni Afriki, Alžirija, Maroko in Tunizija, pa tudi Bruselj in Nizozemska, to se pravi bolj zahodna Evropa se temu reče in Severna Afrika. Po nekih kolonialnih pristopih poročanju je Pariz tudi pokriva z našimi dopisniki, seveda Severno Afriko, ampak ne bomo danes o tem. Ja, veš kaj, saj sem, da postavimo, midva bi želela postaviti malo okvir, pol pa se zakopleva v detajle, kolikor se bo dalo. Bila sem pa tudi 1 leto za politiko v Bruslu, takrat smo se pogovarjali, to je bilo 2016, 2017 in takrat smo se nazadnje pogovarjali o begunskem valu, ki je prišel v Evropo 2015. Takrat smo se nazadnje o tem pogovarjali. Okay. Se pravi, zdaj imamo opravka in debata. Sorry, Aljaž, samo tako, da postavimo ene temelje tej debati. Mogoče samo uvodno vprašanje. Imamo tole zdaj spopad oziroma vojno v Ukrajini. Francija. Kje so, se vem,
seveda proti in obsojanje, ampak kje jih ti vidiš in kako jih vidiš v kontekstu te vojne? Koliko so oni konkretni s sankcijami, kako se kaže položaj Macrona, razpoloženje v državi in tako dalje? Izvoli. Ja, hvala. To se pravi, seveda Francija je predsedujoča Evropski uniji in iz tega razloga, pa tudi iz drugih, ki jih bomo mogoče se dotaknili malo kasneje, je predsednik Macron se zelo aktivno vključil v pogajanja z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, da prepreči kakršnokoli rusko intervencijo, so temu takrat še govorili, kar je pa v bistvu 10 dni nazaj, se je zelo aktivno vključil v to v ta pogajanja, da na vsak način prepriča predsednika Putina, da ne intervenira v Ukrajini preko meja, ki jih Rusija že zaseda v teh svojih, to se pravi preko meja, ne? Kaj je to, line of contact, Donetsk in Lugansk in Krim, da se ne loti, da ne pošlje tankov ali pa kakršnihkoli uniformirancev preko te črte kontakta, linije kontakta. Zdaj, seveda so različne interpretacije oziroma različni razlogi, ne interpretacije, različni razlogi, zakaj se je Macron tega tako aktivno lotil. Jaz mislim, da se je, kot smo ga opazovali v tej njegovi izjemno dejavni politiki in diplomaciji, mislim, da je Macron primarno bil prepričan, da je on pravzaprav edini, ki lahko predsednika Putina prepriča, da ne intervenira oziroma ne gre v nikakršno invazijo v Ukrajini, da ostane tam, da ostane ruska vojska tam, kjer je. Predvsem zaradi tega, ker je Macron prepričan, ne samo, da je on od vseh evropskih voditeljev oziroma voditeljev Evropske unije pravzaprav zelo ne naklonjen, ampak zelo je pripravljen se pogovarjati z vsemi, to se pravi z zalivskimi voditelji, to se pravi Arabski zaliv, ki imajo zelo vprašljivo politiko človekovih pravic in tako naprej. Avtokrati in diktatorji, ne? In bil je prepričan, da bo tudi s Putinom lahko se racionalno pogovoril, se pogajal z njim, zvedel realno, kaj Rusija pričakuje in seveda, da bo lahko tudi, da ga bo prepričal, da naj sprejme vendarle te zahodnoevropske in transatlantske pogoje, ki so jih vsilili, oziroma ne vsilili, ki jih ponujajo recimo Rusiji, in da bo ta dialog vodil v nedogled, ne? Macron je pravzaprav kupoval čas s temi pogajanji in potem smo videli, kako so te kot domine so padale te njegove pobude. S tem, da je Macron to naredil že preden je Francija vzela predsedovanje, ne? On je šel k Orbanu, če se spomnimo, in to vse zato, da se v času predsedovanja Evropske unije ne bi Ukrajina zgodila. Ne smemo pozabiti, da Francozi imajo predsedniške volitve aprila, 7. aprila, 10. aprila, je prvi krog, tam nekje. Drugi razlog, samo še to, da povem, ki si me vprašala za Francijo, seveda Macron je vsa ta pogajanja s saudijskim voditeljem, Združenimi arabskimi emirati je naredil bajno pogodbo oziroma septembra v zvezi z oborožitvijo, prodajo francoskega orožja njim, vis-a-vis Iranu seveda, kjer je Macron zelo aktiven. In en bistven razlog, ki ga vsi opazovalci Francije in Macrona še posebno, Macron je vedno pripravljen se pogovarjati s komerkoli,
če je v skladu z francoskimi interesi, predvsem s francoskimi gospodarskimi interesi. Ne? Ampak Macron ima še drugo ambicijo tukaj in mislim, da je ta čas s Putinom izkoristil prav za to. Njegova ambicija je, da je ne samo, da je predsednik Evrope, da je predsednik Francije, ampak da postane predsednik Evrope. V odsotnosti Angele Merkel, samo še to, če dovoliš, Aljaž, v odsotnosti Angele Merkel in s prihodom novega kanclerja, ki je bil, Scholz, ki je bil, se je pač še poskušal nekako umestiti v ta prostor in funkcijo nemškega kanclerja v Evropi in v transatlantskih odnosih, je Macron prav to, ta window of opportunity, to se pravi to nišo, želel izkoristiti. Seveda, kot vidimo, je bil masovno razočaran, če lahko temu milo rečeno, razočaran, če ne kar prizadet. No, sej, to je v bistvu eden od ključnih vidikov cele zgodbe, čeprav tudi Macronova reakcija in francoska politika pred in zdaj med ukrajinsko vojno odpira številna vprašanja. Eno je seveda to, da je hotel zapolniti vrzel, vakuum, ki ga je za sabo pustila Angela Merkel, hkrati se pa je izkazalo, da je vprašanje, koliko je imela ona res vpliva na Putina, glede na to, kaj vse se je pač potem dogajalo. Ampak bolj pomembno vprašanje tukaj je, in ker sta bila Merkel in Macron tukaj nekako oblikovalca te ideje, kaj se je po tvojem zdaj zgodilo z konceptom, evropske strateške avtonomije? Jaz mislim, da se je pač, jaz mislim, da je pač, ko si rekel, da je pač nastal vakuum in koliko je Angela Merkel v resnici imela vpliva na Putina in tako naprej. Jaz mislim, da je Angela Merkel vodila eno pravzaprav, ne vem, takrat, zdaj seveda v teh trenutkih, dajmo za rekord povedati, da kdaj se mi pogovarjamo. Mi se pogovarjamo dan 7, ruske invazije na Ukrajino, invazija je silovita, odpor, kakor vidimo, je pač zaenkrat obstaja, ampak dejansko nimamo dovolj informacij z vseh front, ki jih Putin odpira, čeprav seveda še praktično niso izčrpane možnosti za nove, niso izčrpane in žal moram reči, da se ne strinjam s tvojim optimizmom, Aljaž, čeprav si ga zelo želim. Jaz mislim, da je to sam začetek. In zdaj tako skromen začetek, to, kar nas in Ukrajino in celo Evropo pravzaprav še zares čaka. Zdaj, jaz mislim, da se zna pokazati in hindsight, ko bomo to gledali zgodovinsko, jaz mislim, da se zna pokazati, da je pravzaprav Angela Merkel in z njo Evropska unija vodila pravzaprav, morda prav zaradi tega svojega znanja in teh svojih izkušenj s Sovjetsko zvezo in ne gre pozabiti, da je ona bila vzhodna Nemka in ženska voditeljica druge generacije Evropejcev, kot je Macron recimo, in ne samo Evropejcev in Nemcev. In lahko bi rekli, da je ona pravzaprav dejansko vodila politiko, kako se reče, appeasement, ampak ni druge besede, kot je ta, da se pač spečega leva ne dreza. In to lahko vidimo po vseh mogočih intervencijah, in zdaj bom šla počasi iz Evrope v svojo regijo, zaradi tega, ker se mi zdi izjemno pomembno. Pa poglejmo, 2 strahotni vojni na Čečenijo, ki jih je vodil Putin in Putinova Rusija. To je bil začetek njegovega mandata. Utrjevanje njegove oblasti v tem smislu, da danes Putin ni samo predsednik Rusije, ampak on je sistem, ki ga je, če pogledamo kamorkoli drugam v avtokratske režime,
po Evropi, po svetu zelo težko osamiti, reči, Putin napada. Če se Putina znebimo, potem bo vsega tega konc. Zdaj menda vemo, da temu ni tako. Zato nas čakajo izjemno težki časi. In pač seveda spravim, še enkrat poudarjam, zaradi zgodovinskih razlogov Nemčije, Evrope same, je ona vodila to politiko in vsi drugi so potem. Od Čečenije gremo naprej na Gruzijo, kjer je ruska vojska izjemno elegantno in brez kakršnih koli skrbi prestopila meje. In potem seveda pridemo do Krima, 2014. Predtem, kaj je bilo? Seveda, bile so sankcije, Evropa je zaskrbljena, se spomnimo tega. Oziroma, če nas, upam, poslušajo kakšni mlajši gledalci in poslušalci. To je mantra Evropske unije in transatlantske diplomacije. So zaskrbljeni, so zelo zaskrbljeni. Pozivajo obe strani, da naj se zadržijo, da naj prizanesejo civilistom. Vsega tega smo navajeni poslušati. In zdaj pa res moram poudariti nekaj, kar, če mi dovolite, kar je zelo pomembno po vsem tem. Med priključitvijo Krima in Ukrajino je Rusija intervenirala v sirski vojni. In ta vojna traja 7 let. A vidva mogoče, ki spremljata te zadeve, veste, da je 7 let vojne. V ruske vojne. Bi rekla, da večina misli, da tega ni več. In a smo kdaj slišali o tem? A smo kdaj slišali v Evropi, so bile kdaj diskusije v Evropskem parlamentu, v Ameriškem kongresu, v Združenih narodih? Evropske države so aktivno blokirale kakršnekoli debate o ruski intervenciji v Siriji. In poglejmo, kaj je ruska intervencija dosegla. In jaz zdaj govorim Ukrajina style vojno. Putin, ko se je začel upor v Siriji, za njega, kot smo lahko zdaj pač zvedeli v vseh teh letih njegove vladavine, za njega je že od nekdaj, odkar je bil KGB agent v vzhodni Nemčiji, je za njega ta ljudski upor, ne glede na to, v katero smer gre, to je za njega kaos. In kaos je potrebno za kakršnekoli demonstracije, kakršnekoli protesti, zahteva ljudi, se zahtevajo pravice, se gre k vladarju, se reče tole pa tole rabimo, dajmo se pogovoriti, ti daš meni to, jaz dam tebi v zameno to. Ne pa zdaj neke demonstracije, neki protesti, neke zahteve, ljudska vstaja in to. To je za njega, kot sem rekla, kaos. In on je že, Rusija seveda je imela bazo v Tartusu, to se pravi na Sredozemskem morju. Vemo, če pogledamo na zemljevid, kje je to? To je zelo blizu Evrope. Sirija je mediteranska država. Zato to poudarjam, ker če gremo gledati nazaj, kakršnekoli, kot sem rekla, kakršnekoli debate, prošnje Rusiji, da naj neha bombardirati civiliste, da naj se neha vmešavati in za Asadov režim spogajati, to se pravi obleganja mest in predmesti Damaska in Alepa na robu Turčije. In zdaj seveda pogledamo še eno drugo stvar. Kje je Sirija? Kje je Sirija? Na katero državo Sirija meji? Kjer je ruska vojska in ruski častniki, ki so najbolj intervenirali in v bistvu zgubljeno vojno Asadovemu režimu obrnili v popolno zmago. In obstoj režima. Tega Putin ni naredil zato, ker je Bašar Asad njegov ljubljenec, daleč od tega. Videti ga ne more pravzaprav. Kar se je videlo tudi na njunih sestankih, ko je šel Asad v Rusijo in tako naprej. Ampak njemu je najbolj pomembno to, da ostane
on na oblasti zaradi tega, ker drugače, če on gre, bojo te horde, kot jih on imenuje, prevzele in bo potem kar neka demokracija in kar neki čudni ljudje bojo na oblasti in kar neke pravice se bojo zahtevale, manjšinske in vse mogoče drugačne. In zato je pač potrebno, za njega je to najbolj pomembno. Kar sem govorila prej, to mesto je Alepo in to je praktično na meji z Turčijo. Turčija je NATO država. Jaz sem pač pokrivala to rusko intervencijo in njene začetke predvsem spremljala. Ko sem za Associated Press takrat tudi poročala iz Bejruta in iz Sirije, nažalost takrat več nismo mogli v Sirijo. In lahko povem, da je tako, textbook Ukrajina, kar je naredil Putin zdaj v Ukrajini in invazija. Ruska vojska oziroma ruski svetovalci so se pogajali, so Asadovo vojsko oziroma krog ene enote so postavili v obleganje, to se pravi, ne vem kako se reče v slovenščini, laying siege, to se pravi obleganja mest in predmesti, izolirali, sestradali, potem potegnili ven upornike in tako naprej. To je bila vse Rusija. In najbolj pomembno, bombardirali iz zraka civilne. In to tam, kamor so se zatekli civilisti. Sirski begunci niso samo odšli v sosednje države in v Evropo, ampak je 9 milijonov ljudi, ki je ostalo, živih, še takrat, so razseljeni znotraj države. In oni so samo hodili, tako kot zdaj poslušamo v Ukrajini. Grejo v zahodni Kijev, pa zdaj so v severnem Kijevu, zaradi tega, ker je še okej, pa pol v eno vas tam zraven. Tako se je to dogajalo v tej vojni in v tej Siriji. Skratka, da ne dolgočasim in dolgovezim. Zelo pomembno je ta za lekcije in za to, kako bojo ukrajinski prebivalci preživeli ta obleganja njihovih mest in regij in vasi, konec koncev, je pomembno pogledati v Sirijo in Sirci jim lahko povejo zelo veliko o tem, kako se ruska vojska tega loteva. To bi o tem povedala. In zdaj samo še to na tvoje vprašanje, da odgovorim konkretno za evropsko avtonomijo. Jaz je pravzaprav ne vidim. Meni se zdi zelo spodbudno to, da so zdaj vsi skupaj stopili in te sankcije, ampak bodimo realni. Zelenski je govoril pred enim tednom, oziroma 10 dni nazaj, dajte zdaj te sankcije, dajte nam zdaj orožje. Ker polka bojo pač ruski tanki zapeljali čez uno mejo oziroma bojo letala nad našimi mesti, potem je nemogoče, nam nič ne koristijo. In kaj so naredili? Seveda, vse te sankcije so zdaj šle v veljavo. In ja, je bilo impresivno, če prejšnji vikend to in prejšnji teden vse to gledati in tako naprej. Ampak jaz se bojim, da je to v glavnem za evropske države pomembno, da so šele zdaj pravzaprav začele gledati, koliko je ruskega kapitala v Londonu, kakšen vpliv je to imel na zunanjo politiko, kakšen vpliv je to imel na Brexit, kakšen vpliv je to imel na vse mogoče reševanje konfliktov, vključno na Sirijo, kjer je bila voditeljica zunanje politike Mogherini. Jaz sem takrat v Bruslu to iz mnogih virov slišala. Ona absolutno ni hotela recimo sirsko opozicijo govoriti, zaradi tega, ker nikakor v nobenem formatu ni želela obsoditi, tudi tako, kot smo rekli, izraziti zaskrbljenosti niti nad ruskimi napadi na sirska mesta. In to je evropska politika. Dajmo pogledati, kaj bo zdaj naprej, ampak jaz se bojim, da so te sankcije, če ravno dobrodošle. Zdaj, ena stvar je,
ena stvar, ki bi zelo koristila Ukrajincem, je seveda ne zapiranje, prepoved ruskih letal v evropske prestolnice in ameriške, kot smo zdaj videli, ampak je no-fly zone nad Ukrajino. Ampak vsi vemo, kaj to pomeni. To je potem NATO stopil v vojno z Rusijo in to je to. Kar pa seveda ni izključljivo, da se bo zgodilo, ampak ne še zdaj. Barbara, dve vprašanji bi v bistvu v eno združila in nadaljevala kle, kjer si končala. Se pravi, Malta, bližnji vzhod, arabske države bogate z nafto. Evropa odvisna, ali pa vsaj del Evrope je močno odvisen od ruskega plina. Zdaj se to na nek način malo končuje, ali pa vsaj zgleda, da se končuje. Jaz bi rekla, da je mogoče celo vprašanje časa, kdaj se bo pipca zaprla, ali pa da se bodo tukaj začeli pojavljati kratki stiki. Zdaj, ko smo gledali, kjer države so bile malo bolj aktivne ali pa bolj oštre, ko je šlo za uvajanje sankcij Rusiji, je bila Nemčija kar zadržana, če vzamem Nemčijo pa Francijo kot dve najmočnejši gospodarsko državi, medtem ko Francija je kar agresivno porivala v smeri teh sankcij. Eno vprašanje, predvidevam, da zato, ker energetsko so kar precej samooskrbni. In drugo, a to, kar se zdaj dogaja, gotovo pomeni, da bo bližnji vzhod za Evropsko unijo postal še pomembnejši, ker se bo zdaj treba z avtokrati meniti v kontekstu energetike. Ja, jaz bom zdaj, ti si meni dala dve vprašanji, jaz ti bom pa na 4 odgovorila. Po svoji navadi. Bom spet 20 minut govorila, ampak ne. Pa stavka, ja. Ne, jaz mislim, da seveda se bo, najprej bomo v Franciji. Francija je zelo močno pritiskala na te sankcije. Seveda, ena stvar je morda res ta, da je bolj kot druge države Evropske unije to se pravi pač neodvisna od ruskega plina in tako naprej. Po drugi strani je pa zelo jasno in je tudi predsednik Macron je to ob vsaki priložnosti povedal, da bo tudi Francija plačala veliko ceno. Ne gre samo za cene energetskih virov, gre za hrano, gre za ne gre samo za naše poletne izlete, pa za zimsko gretje. Gre za traktorje in ne vem kakšno še vse kmetijsko opremo, ki bojo žele hrano, pšenico ali jaz ne vem kaj, oskrba vseh mogočih mest in vasi s hrano. Ne smemo pozabiti, da še vedno obstajajo klimatske spremembe. Zdaj s to vojno, ker so izginile, ker so klimatske spremembe izginile z televizijskih ekranov in časopisnih naslovnic, se to ni izginilo, ni kar minilo. Tako da po eni strani je bila to, po drugi strani jaz spet mislim, da je Francija, ne bodimo naivni, je tudi proizvaja zelo veliko orožja in ga tudi izvaža in z velikim veseljem. Tako da predsednik Macron mislim, da je tudi prepričan, da ima na svoji strani vsaj eno zalivsko državo in to so Združeni arabski emirati, ki pa so zdaj zaradi kompleksne situacije z Jemenom in tako naprej, oziroma z njihovo vojno na Jemen in v Jemnu, se vzdržali v Varnostnem svetu Združenih narodov proti Rusiji, tako da bo zanimivo, ampak to so tiste cracks, ki jih ti praviš, tiste razpoke, ki se bojo začele zelo hitro. Zdaj imamo občutek, da je wow, zdaj so vsi na eni strani in Putin bad guy in zdaj bo to ful držal. In Biden in
Macron in vsi ostali bojo šli z roko v roki, ne? In vsi bomo seveda pomagali bogim Ukrajincem, so bogi, ne govorim to cinično, ne? Zelo, zelo. Jaz bi na tej lestvici, ki si jo dala Aljažu, ne? Sem si želela, da bi jo dala še meni. Jaz lahko povem, da jaz sem zaskrbljena od 1 do 10, sem jaz 13. Ne? Jaz sem pa, ja. In zato to hočem reči. Zdaj, kaj praviš na zalivske države? Ti si rekla arabske države, jaz bi te popravila in bi rekla, tukaj niso bližnje vzhodne države, ampak tukaj so države zaliva. S tem, da seveda tudi druge države, predvsem Severne Afrike, recimo Alžirija in tako naprej, tudi one imajo plin v Mediteranu, ne? Tudi te države, in mogoče se Macron zanaša tudi na svoje bivše kolonije, da bo tudi tam lahko kaj imel kakšno besedo, ne? Čeprav tudi to je zelo kritično glede na to, kaj se dogaja v Maliju, ne? A veš, jaz poskušam, vem, da grem vedno na široko, ampak res se ta ukrajinska invazija se ni zgodila v vakumu, ne? Zakaj omenjam spet Macrona in Afriko, ne? Tik pred to invazijo se je francoska vojska umaknila, ne? Prenehala s to, je ukinila pravzaprav to enoto Evropske unije, tudi ki se je borila proti islamskim skrajnežem v Maliju, ne? In to zato, ker je malijanska vlada povabila eno skupino prostovoljcev, ki se jim reče Wagner Group, ne? Wagner Group je pa pač povezana z rusko. Ki so bili tudi izvajalci v Siriji in v Libiji in tako dalje. Ne? Od tam so se preselili tja. Spet, če gremo nazaj na Evropsko unijo, ne? Kako je to pomembno. Ne? In seveda spet, kako je to pomembno. Te kalkulacije, ki sem jih prej govorila o Macronu, ne? Kako ni samo zdaj, da on gre, mi imamo dost nafte, ne? Imamo jedrsko energijo, izvažamo orožje, imamo fajn to pogodbo z Emirati, kar se tiče orožja, to se pravi, ne, bomo okej, ne. Ker imamo zelo malo časa, ne, še, mislim, da je kakšna minuta še ostala. Samo še čisto zadnje vprašanje, Barbara, v enem stavku. A je po tvoje zdaj v tej konstelaciji Francija vodilna država v Evropski uniji? Ne, jaz mislim, da ni. Zaenkrat se tako mogoče zdi, ampak jaz mislim, da ni. Barbara, to je vprašanje, ki bomo gotovo še veliko govorili in z različnih vidikov ga bova poskušala z Aljažem v Evropski četrti osvetliti. Zdaj pa, kaj bi ti iz tega tvojega vidika, se pravi Francija, zalivske države, priporočila v kontekstu vojne v Ukrajini, kaj naj preberemo, pogledamo, poslušamo, da bomo bolj razumeli, kaj se dogaja. Da nam da malo več konteksta, ne vem, imaš kakšen seznam? Ja, seznam je dolg, ne, kolikor si lahko predstavljaš. Zdaj poskušam, nažalost imam jaz tukaj v Franciji, kjer zdaj živim, pač nisem mogla svoje knjižnice privleči sem in preseliti, ampak tako da imam nažalost samo knjige v angleščini na to temo. Jaz bi zelo priporočila, v slovenščini imamo ogromno prevedenih, zelo koristnih in krasnih knjig avtorjev, ruskih avtorjev, bivše Sovjetske zveze in tako naprej. Jaz bi zelo priporočila seveda na to temo, da preberete oziroma sežete po knjigi Ane Politkovskaje, to je ruska novinarka, ki je pokrivala, bila ena redkih ruskih novinark, ki je poročala o čečenskih vojnah, Putinovih vojnah v Čečeniji. Prevedeno je, ker sem jo jaz dobila od moje mame za darilo. Seveda to je ruska novinarka, ki je bila nažalost likvidirana. Predvidevajo vsi, da strani tistih, ki so seveda so bili zelo proti njenemu poročanju iz Čečenije.
Tako da to zelo priporočam. Potem pa seveda vedno je fajn, če beremo stvari za nazaj, ne, zgodovinskih. Jaz, odkar sem se vrnila v Evropo iz Bližnjega vzhoda, veliko berem knjig o zgodovini Evrope po koncu druge svetovne vojne in v tem, in ker nam zelo lepo razloži, ne samo to, te knjige nam zelo lepo razložijo, kako smo prišli do tega trenutka, v katerem smo zdaj. Zelo veliko je noter tudi seveda naše direktne regije, to se pravi naše soseščine, Balkana, bivše Jugoslavije. Seveda izdajam svoje leta, o katerih govorim, da razpad Jugoslavije, ki smo ga spremljali takrat kot zelo mlada novinarka, seveda. Ampak je zelo pomemben tudi, kot da te knjige o razpadu Jugoslavije predvsem mlajšim bralcem in tistim, ki jih zanimajo ta del naše zgodovine, slovenske zgodovine tudi. In pa tale knjiga, ki jo zelo priporočam, ker zdaj govorimo o tem, da je to civiliziran svet, to je zdaj vojna v civilizirani državi, vsi ti begunci so srednji razred, ki so imeli službe, kar je seveda res. Ampak knjiga, ki je naslov Savage Continent v angleščini, že kar boste prebrali uvod, boste videli, kaj je Evropa brez meja, kako je bilo, kakšno opustošenje je bilo na tem kontinentu, in edini, ki smo si ga prizadejali, smo bili pač mi, civilizirani ljudje, in koliko je bilo takrat beguncev. In kad takole prelistate recimo to knjigo, potem je tako Rusija, Jugoslavija, Nemčija, ne, tako te stvari, Ukrajina, je kar posebno poglavje, Stalin in tako naprej. Tako da to zelo priporočam. Potem pa še za zgodovinsko bi še zelo priporočala belorusko avtorico, ki je tudi Nobelova nagrajenka, Svetlana, no, zdaj mi je pa izšlo iz spomina, se opravičujem. Aleksijevič, Svetlana Aleksijevič, beloruska avtorica in Nobelova nagrajenka. Ona piše knjige, nažalost jo jaz tudi berem v angleščini, ampak mislim, da obstajajo prevodi v slovenščino, o striktno strani državljanov Sovjetske zveze, to se pravi, to je ta pripovedna zgodovina, ne. Oni govorijo o tem, kako so doživljali Sovjetsko zvezo, kako so doživljali povojno Sovjetsko zvezo in vse to, mislim, ne, za prebrati. Od knjig, ne, se pravim, posebej te povedi, ki niso anglosaksonski. Ja, ker je dobrega in čtiva in gledanja. Tako sem rekla, srpske avtorje recimo, ne, hrvaške avtorje, mislim, to je, veliko tega je prevedeno v slovenščino in zelo je koristno, da da beremo tiste avtorje, ki so domačini, no, če lahko tako rečem. To se mi zdi zelo pomembno. Ja, Barbara, hvala, ne, Aljaž. Ja, za prvič bo. Lej. Bo, super. A si se v redu počutila v studiu? Ja, jaz sem se ful dobro počutila v studiu, moram priznati. Se veš, jaz imam pač, kako bi rekla, jaz pač vedno vzdihnem, kadar gremo iz audio v video, ne, zato ker pač, kaj pa vem, lažje se koncentriram, če ne gledam v kamero, ampak lej, tudi to bomo preživeli. V glavnem je pa samo še kot ljubiteljica radia, lahko sem še nekaj priporočim. Poslušajte radio, ne glejte 24-urnih kanalov v angleščini, ne, kjer je vse o tistih novinarjih, pa nič o ljudeh, in državah, ki jih pokrivajo. Poslušajte radio, poslušajte, ne glejte Twitterja.
ogromno lažnih. Sem videla, da si, informacij. ja, sej ne, da si prav zelo prolific Twitterašica, ne, ampak da celo manj, ne, bi si želela, da več, ampak razumem razloge. Ja, jaz se Twitterja res izogibam, ampak je pa seveda nujno potrebno orodje za delo, zaradi tega, ker vsi pravzaprav komunicirajo po Twitterju, ne. Macron ima v živo tiskovne konference in izveš, da govori takrat, ko se ti pržge Elize Twitter account, ne, recimo, tako da je seveda nujno, ampak je pa preveč, je pa vsega drugega je pa absolutno preveč za to instantno. Ja, zdaj smo iz COVID-a, vojna v Ukrajini, to je to. To je to. Barbara Šurk, Associated Press, hvala, ker si vzela čas. Hvala vam za povabilo. Hvala, Barbara. No, to je bila video Evropska četrt. Bova vesela kakšnih predlogov, mnenj in tudi komentarjev, sicer pa se vidimo spet v naslednji epizodi, a ne, Aljaž? Ja, tako je to. Hvala za vsem, ki delite in všečkate najine podcaste. Avtor glasbene podlage, če bo dosegla vsaj audio različice tega podcasta, je Peli iz podcasta Opravičujemo se za vse nevšečnosti. Sicer pa bo kot vedno pomagalo, da naj jo najde še kdo, če naj jo ocenite pri vašem izbranem podcast ponudniku. Hvala za vašo družbo in se vidimo prihodnjič. Lepo si to zaključil.